Dober dan vsem. Poglejmo zdaj, kako rešiti eksponentne enačbe, za rešitev katerih je potrebno uporabiti logaritme. Imamo to enačbo, torej 5 krat, tukaj 2 na x minus 2 je 2 na x ulomljeno 2 na drugo, 2 na drugo je 4. Minus 3 krat 2 na x plus, tukaj imamo 2 na x plus 3, torej imamo 2 na x krat 2 na tretjo, 2 na tretjo je 8, je enako 5. Tukaj imamo ta 4 v imenovalcu, torej pomnožimo celo enačbo za 4. Torej v prvem členu 4 gre proč, imamo 5 krat 2 na x, minus 3 krat 4 je 12, 12 krat 2 na x, 8 krat 4 je 32, plus 32 krat 2 na x, enako 5 krat 4 je 20. Torej, koliko imamo teh 2 na x? 5 minus 12 plus 32. Ali mislite, da, lahko si mislite, da izpostavite 2 na x. Vsekakor, 32 minus 12 je 20, 20 plus 5 je 25. 25 krat 2 na x je enako 20. Delimo vse s 25. 2 na x je 20 ulomljeno 25. Krajšam, delim zgoraj in spodaj s 5. Tukaj imamo 4, tukaj imamo 5. Torej, 2 na x je 4 petine. In tukaj zdaj moramo rabiti logaritme. Naredimo na levi in desni strani enačbe logaritem z osnovo 2. Logaritem, zakaj z osnovo 2? Ker tukaj 2 je osnova. Logaritem z osnovo 2 od 2 na x je logaritem z osnovo 2 od 4 petin. Sedaj, logaritem z osnovo 2 od 2 na x je x, ker logaritem in eksponentna funkcija so si med sabo inverzni. Ali pa lahko mislimo to, logaritem z osnovo 2 je prav eksponent, na katerega moramo dati 2, zato da dobimo 2 na x. In torej prav x. Tukaj imamo logaritem količnika, kvocijenta, je razlika logaritmov. Logaritem z osnovo 2 od 4 minus logaritem z osnovo 2 od 5. Ja, in torej logaritem z osnovo 2 od 4 je 2, ker 2 na drugo je 4. Torej x je 2 minus logaritem z osnovo 2 od 5. In to je naša rešitev. Jo lahko tudi napišemo, s tem da upoštevamo formulo za spremembo osnove. X je 2 minus logaritem od 5 ulomljeno logaritem od 2. Lahko napišemo tudi v tej obliki. Ali pa tukaj bi lahko dali tudi naravni logaritem. Naravni logaritem od 5 ulomljeno naravni logaritem od 2. Zaradi formule spremembe osnove. In to smo rešili. Zdaj pogledamo nekaj podobnega temu. Tukaj imamo 2 na x je 4 petine. Poglejmo podoben primer, na katerega moramo paziti. Torej, 3 na x je enako 18. Torej, je podobno tistemu. Torej bomo napravili na obeh straneh logaritem z osnovo 3. Logaritem z osnovo 3 od 3 na x je enako logaritem z osnovo 3 od 18. Sedaj, tukaj logaritem z osnovo 3 od 3 na x je x. In tukaj je res, da je tako, lahko pustimo tako, bi lahko nekdo rekel logaritem z osnovo 3 od 18, ampak pomislimo, da lahko se kaj poenostavi. Tukaj imamo 3 kot osnovo. Pomislimo, če imamo kako potenco od 3. Ena potenca od 3 je 9. Tukaj je 18. Torej to lahko napišemo kot logaritem z osnovo 3 od 9 krat 2. In torej tukaj imamo logaritem produkta, lahko napišemo kot vsoto logaritmov. Logaritem z osnovo 3 od 9 plus logaritem z osnovo 3 od 2. Logaritem z osnovo 3 od 9 je 2, ker 3 na drugo je 9. X je 2 plus logaritem z osnovo 3 od 2. In to je
naša rešitev, pa spet uporabimo formulo za spremembo osnove in lahko napišemo tako, x je 2 plus logaritem od 2 ulomljeno logaritem od 3. Lahko napišemo tudi tako rešitev. Zdaj pogledamo še en primer, malo drugačen. Petindvajset na x minus 5 na x plus 1 plus 4 je enako nič. Tukaj imamo 25, tukaj imamo 5, da 25 napišemo kot 5 na drugo, torej vse na x, minus, torej tukaj imamo 5 na x plus 1, napišemo kot 5 na x krat 5 na prvo, plus 4 je enako nič. Imamo potenco od potence, to lahko napišem, to je enako 5 na 2x, se pomnoži eksponenti. In torej to lahko napišemo tudi v tej obliki, 5 na x na drugo, ker tudi to je enako 5 na 2x. Tukaj obrnem vrstni red množenja, 5 na prvo je 5, 5 krat 5 na x plus 4 je enako nič. Se napisal tako, da se zdi enačba druge stopnje, s tem, da uvedemo novo neznanko, ki je 5 na x, torej t je enako 5 na x. Če zamenjamo tako, dobimo t na drugo minus 5t plus 4 je enako nič. Sedaj rešimo s formulo, t1, 2 je enako minus b, minus minus 5 je 5, plus minus koren, b na drugo, 25 minus 4, ac minus 4 krat 1 krat 4 je minus 16, vse ulomljeno 2a, 2 krat 1 je 2, 5 plus minus, 25 minus 16 je 9, koren od 9 je 3, ulomljeno 2 in torej imamo t1 in t2, torej 5 minus 3 je 2, ulomljeno 2, 5 plus 3 je 8, ulomljeno 2, 2 ulomljeno 2 je 1, 8 ulomljeno 2 je 4. Smo mogli rešiti x, 5 na x je enako t. Torej imamo 5 na x je enako 1 in 5 na x je enako 4. Torej 5 na x je enako 1, x je enako nič. Ker 5 na nič je 1. Tukaj 5 na x je enako 4 napravimo podobno kot prej in na obeh straneh logaritem z osnovo 5. Logaritem z osnovo 5 od 5 na x je logaritem z osnovo 5 od 4. Logaritem z osnovo 5 od 5 na x je x. Torej x je logaritem z osnovo 5 od 4. Rešitev je nič. Imamo dve rešitvi, nič in logaritem z osnovo 5 od 4. Ali pa to lahko napišemo v drugi obliki, zmeraj zaradi formule za spremembo osnove, lahko napišemo kot logaritem od 4 ulomljeno logaritem od 5. Tako. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.